Jaz bom celo zadevo zelo na kratko poskušal predstaviti majhen z druga zornega kota, predvsem kar se tiče evropskega prostora, raziskav pa tehnologije. Evropska unija je, se pravi komisija in parlament sta 3 leta nazaj ali 2 leti nazaj sprejeli Economical Recovery Plan, kjer je gradbeništvo ali pa trajnostno gradbeništvo kot zelo pomemben segment bil izpostavljen kot navodilo državam članicam. Se pravi, nekatere države članice so to zelo implementirale. Jaz se bojim, da od naših odločevalcev velika večina tega sploh prebrali niso ali pa sploh ne vejo, da obstaja. In posledica tega je pravzaprav tudi sedanja delitev Evrope, ne skupen vlak, ampak Severna Evropa pa Južna Evropa. Zdaj bojim se, da ta meja med Severno in Južno Evropo se nekje dogaja pri nas na našem Koroškem. O tem sem vrnil še nekoliko kasneje. Tisto, kar bi želel tukaj povedati, je, da je gradbeništvo ali pa trajnostno gradbeništvo pravzaprav ključno, to ni samo gospodarska panoga, ampak je ključno za trajnostni razvoj družbe kot celote. Brez tega trajnostnega razvoja družbe kot taki ni. Zdaj lahko povem, da je ZAK in pa tudi seveda obe dve univerzi, skratka, da raziskovalne inštitucije v Sloveniji smo do sedaj dosti uspešno sodelovali pri praktično vseh ključnih raziskavah na evropskem nivoju. Tisto, kar se je že pojavilo kot problem in kar se zdaj šele močno izpostavlja, je v implementaciji tega znanja. V državi Sloveniji pravzaprav nimamo mehanizmov, kako to znanje implementirati. Zelo veliko je bilo povedano že od javnih naročil. Javna naročila pri nas še vedno vsak interpretira po svoje, se pravi od državne revizijske komisije pa računskega sodišča, že te dva se najameta najboljš med sabo, potem pa še različne ministrstva. Skratka, problem tega je, ne samo, da je problem najnižje cene, ampak dostikrat je, da vi nekih novih rešitev, novih materialov, recikliranih materialov praktično je skoraj nemogoče spravljati v realnost. In potem, če smo raziskovalna inštitucija, pa če to novo podjetje, rabite en demonstracijski objekt, dokaz, da to funkcionira, da to deluje drugače, je čisti lar por lar govoriti, kako bomo znanje izvažali v Evropo. Se pravi, te demo objekti kot taki bi bili nujno potrebni. In še to, se pravi, imamo direktivo o zelenem javnem naročanju. Jaz posebno ne mi kdo pove, če je bil katerikoli razpis, javni razpis speljan v skladu z zelenimi javnimi naročili. Jaz osebno sem probal dobiti te podatke, mislim, da ga še ni bilo. Imamo direktivo, ampak Državna revizijska komisija se dostikrat odloča drugače. Prej je bilo že kar nekaj komentarjev na to temo. In v tem segmentu, se pravi, si treba zavedati, zdaj spet naslavljam prejšnje vlade ali pa bodoče vlade. Se pravi, to ni samo stvar enega ministrstva ali pa ministrstva za finance. Naročila na področju trajne gradnje, trajnih infrastrukturnih objektov so stvar vlade. In moj kolega Friedrich Kness je v intervjuju, mislim, da v ponedeljek v Dnevniku povedal, kako se je tega lotila Nemčija. Angela Merkel je bila osebno, bom rekel, zainteresirana, da so speljali prehod na obnovljive vire energije. Naslednja stvar, tisto, kar sem hotel še prišparati za konec, se pravi tisto, kar se dogaja in je nevarnost zdaj v Evropi. Za nas. V Evropi se zdaj dogaja, se pravi posledica recovery plana je povezovanje med raziskavami in inovacijami. Tisto, kar se pa dogaja vzporedno, je pa povezovanje ključnih igralcev, se pravi najmočnejših igralcev, industrije in ključnih inštitucij. Tisti, ki ste za raziskovalnega področja, veste, da so to namen TNO, VTT, CSTB. Skratka, ti igralci se povezujejo tako, da smo mali vedno bolj zunaj tega. In vkolikor, se pravi, tisto, kar sem prej omenil, ne bomo imeli implementacije doma oziroma poslušalcev pri odločevalcih za naslednjo finančno perspektivo, za naslednje operacije, za naslednje infrastrukturne projekte, se bojim, da bomo ostali zunaj in bo tista delitev na Severno in Južno Evropo dejansko še bistveno bolj zacementirana. In se pravi na področju takih pomembnih stvari, kot so energetska učinkovitost, alternativni viri energije in surovin, reciklaža, okolje, ekoremediacija okolja, učinkoviti promet, transportni tokovi, pametna mesta, nas ne bo zraven. Mi bomo postali evropska kolonija. Do določene mere se nam to že dogaja. Če pa tega ne bomo naredili, bo pa to dejstvo. Hvala za pozornost.